Toš direkt. Devetindvajseti 11. po kristjanskem koledarju 2011, Toš direkt, tokratna tema Dan Republike. Spoštovano občestvo, lokacija je ploščada pred Cankarjevim domom s prestavitvijo na Trg Republike. V nekdanji državi Jugoslaviji se je na ta dan praznoval Dan Republike, dan velikih svečanosti. Za mlade, ki ne veste, kaj se je takrat zgodilo, bom sedaj hudomušen in bom rekel, pozanimajte se v zgodovinski literaturi, kajti namen tega prispevka ni sedaj neustrezna jugonostalgija, zato ker nisem dr. Frankenstein in Jugoslavije ne morem dvigniti iz pepela, ne z besedami, ne z dejanji, ampak je treba dojeti, kaj je sedaj tisto, kar je na nas, da smiselne in dobre ostanke vkomponiramo v mentalni, torej miselni in tvorni svet in da nam postane jasno, kaj so bile napake v preteklosti in da nam postane jasno tudi tole, da se na napakah učimo, ne pa, da se zaradi napak jezimo. Torej, spoštovano občestvo, v objektivu je Trg Republike, levo je spomenik revolucije, desno je zastava slovenske samostojnosti, v objektivu sedaj je pa parlament. Cankar, ki ga vidimo upodobljenega tam, je ustvaril mnogo zanimivih parol in med najbolj znane spadajo za hlapce rojeni, v hlapce vzgojeni in tudi narod si bo sodbo pisal sam. To za hlapci in deklami je sekundarna tema, to je zelo popularna oznaka, zato je sedaj tukaj ne bom načenjal obširno. Narod si bo sodbo pisal sam, je pa v tem obdobju zelo zanimivo, saj se bližajo prve predčasne volitve v zgodovini Slovenije. Stranke na levi, stranke na desni, stranke v sredini obljubljajo mnogo, zgodovina pa kaže, da je od obljub zmeraj, ko so bile volitve mimo, potem nastalo bore malo oziroma bodimo ostri in na realnih tleh premalo. Slovenija se trenutno nahaja v položaju, ki se mu ne more reči družba blaginje in okrog nas je vse preveč agresije, nekega obračunavanja, rušenja, sabotiranja namesto sodelovanja in neustrezan je odnos do preteklosti, torej spomenik revolucije, najbolj simbol preteklosti, in prav tako je neustrezan odnos do prihodnosti, zato ker je neustrezan odnos do sedanjosti, torej tukaj in zdaj. In za obeležitev tega simboličnega datuma, katerega mnogi ignorirajo, ki je pa v realnem svetu kljub temu pomenil neke vrste garant za obstoj slovenstva, je smiselno spregovoriti nekaj, kar se nanaša na preteklost, sedanjost in prihodnost, brez vzbujanja jugonostalgije, ampak z smiselnimi sidri zavedanja, kaj storiti, da se iz preteklosti reaktivirajo zdrave filozofske dobrine in zavedanje o tem, kaj je bilo dobro, kaj ne, da se to v sedanjosti dojame in da se za prihodnost aplicira. Torej, bistvena lastnost preteklosti je ta, da se takrat narod za obstoj dejansko boril na fizični bazi. Prišel je nek okupator, ljudi postrelil, jih s tem iz tega sveta odstranil, jih ni bilo možno nadomestiti in s tem povzročil velike brazgotine, travme in pomanjkanje. In ko se človeštvo, narod nahaja v coni preživetja, takrat seveda tvori mnogo večje zavedanje o pomembnosti zdrave etike in morale in o pomembnosti sodelovanja. Zaradi te
Zaradi te fenomenologije in konkretnega početja je takrat bila sposobnost združevanja mnogo bolj intenzivna kot danes. Tako da imejmo do tistih stvari, ki so zagotovile obstoj naroda, smiseln in pravilen odnos in ne nasedajmo nekim provokacijam življenjsko iztirjenih ljudi, da je bilo nekoč vse slabo. Če je bilo nekoč vse slabo, smo slabi tudi mi, ki smo nekoč nastali in vsa naša izobrazba in ves naš odnos do sveta. In to je jasno, da ni tako. In zdrav človek reče, slabe stvari nekoč so bile slabe, dobre stvari nekoč so bile dobre. Zdravorazumski človek iz slabih ustvari nauke, torej na napakah se učimo, dobre pa uporablja takrat, ko mu pridejo prav in ko so koristne. Torej, ad acta. Kar je bilo dobro, kar je bilo slabo, je bilo slabo. Nadaljne debate sledijo, ampak za ta kontekst zadosti. Sedanjost. Sedanjost je za premnogo ljudi brezperspektivna. Kot ena flika, razpoka, ker se ne ve natančno, kam vodi pot za prihodnost. Ko se je zaključevala preteklost, torej nekako, ne bom dejal zgolj 21 let nazaj, ampak rečemo 25 let nazaj v tem trenutku, celo obdobje do osamosvojitve, je bil nek cilj osamosvojitev. Obljubljena je bila Švica na Balkanu, družba blaginje, vse bo lepo in prav, živeli in živele bomo tako, da nam bo marsikdo zavidal. Dogaja se ravno nasprotno. S tem, da sedaj ni neke fizične grožnje pred iztrebljanjem, ampak narod se počasi spravlja v apatijo, tisto, kar je bilo obljubljeno, se ni udejanilo in pot za prihodnost je vse bolj medla. Zelo bistveno v tem je tudi napačen odnos do preteklosti. Torej, prva rešitev problema sedanjosti je, da se preteklost vrednoti ustrezno in ne agresivno z spodbujanjem nekaterih iztirjenih ljudi, ki bi v časih, denimo 50 let nazaj, lahko komot bili v stranki NSDAP in bi videli samo svoj prav in živeli po načelu, kdor ni z mano, je proti meni. Torej, bolano stališče. Če želimo torej sedanjost narediti toliko zmerno in kot temelj neke zdrave poti za prihodnost, moramo imeti smiseln odnos do preteklosti. Dobro, to imamo. Sedaj smo v sedanjosti. Granitne kocke kot nek simbol lahko služijo tudi kot trdnost, ne zgolj kot nekaj za razbijanje. Torej, biti moramo trdni in trdne, se kljub situaciji ne zlomimo, zato ker konkretna grožnja za fizično smrt ne preti pa grožnja za neko zasužnjenje, torej potlačenje, odmik, premik tja, kamor narod ne spada. Je torej treba prestopiti neko mejo, ki naj simbolizira tale asfalt tukaj in si priznati, da mnogo stvari ni bilo izvedenih tako, kot je narod zaupal in narod mora dojeti, da še vedno ima škarje in platno v rokah narod. Odmik od bolanih praks medijskih manipulacij in premik k upoštevanju zdravorazumskih sporočil zdravorazumskih ljudi. Logika je spet preprosta. Tisto, kar vidite in slišite in veste, da je pravilno, upoštevajte in ne živeti v apatiji, češ, saj kot posameznik ne morem kaj spremeniti. Jaz trdim takole, reče posameznik, posameznica, saj se zavedam, kaj vse je narobe, ampak jaz sama tega ne morem spremeniti. In tako to reče večina ljudi in imamo nezadovoljno množico, ki se ne zna povezati v neko gibanje za dejansko realni trajnostni razvoj in usmeritev v družbo blaginje. Torej, kot da bi bile te granitne kocke individuumi, ki se znajo povezati v množico in kot povezana množica tvorijo lepe, smiselne vzorce, tvorijo nekaj trdnega, obstojnega in že kot sama množica tvorijo torej cesto, pot v prihodnost. Za kontrast lahko vzamemo granitne kocke, ki imajo med seboj razpoke, so zaflikane na tak smešen način in potem tele granitne kocke, ki so povezane. Torej, z ustreznim vrednotenjem preteklosti in ustreznim odnosom do realnosti je uspel preskok od razpokane družbe preko te meje v družbo, ki ima pot naprej zagotovljeno. No in sedaj smo tukaj. Sedaj pa kaj je pa tista smiselna prihodnost? Smiselna prihodnost je pa
naše projiciranje in naše težnje, ki so podkrepljene z zavedanjem o pomembnosti obstoja, o zavedanju tega, kaj sploh življenje je, in o zavedanju vlastne odgovornosti v svetu, ki ga tvorimo. Torej, povsem preprosto, stran od infantilnosti, saj lahko počnem, kar želim, na koncu bo prišel nekdo in me bo rešil v obliki tujega kapitalista in tako naprej. To je napačno stališče, ampak zavedanje, da tudi če je država 2-milijonska, da gre za odraslo državo, ker je 20 let že preživela, torej je polnoletna, lahko ima izpit za avto. In kakor se pričakuje od odrasle osebe v družbi človeka, se pričakuje tudi od države. In cilj prihodnosti mora biti družba blaginje, zgrajena na realnih temeljih, torej, da je nekaj, kar se ima, je treba pridelati, ne vzeti na kredit. In ta družba blaginje ne sme biti grajena na manični hitrosti, če ne bomo danes, bomo zamudili tok, zato ker je treba opazovati in vrednotiti tudi gibanja po svetu. Neke ekonomije, ki so bile državi za vzgled, propadajo, se vidi, da so bile zgrajene na fiktivnem kapitalu, beri tudi kreditih, zadolževanjih, in da nam ne smejo biti vzor neke svetovne sile, ki nas vodijo, ampak nam mora biti vzor lasten jaz. Lasten jaz, ki se z ustrezno samozavestjo in zavedanjem v svetu predstavlja in ki se zaveda, da je svet nekaj druga kot svetopisemska izročila, kot ustrahovanja, kot neki presingi, ampak je svet udejanjanje posameznih odgovornosti ljudi, ki potem skupaj tvorijo družbo in ki se zavedajo, da morajo imeti cilje na realnih osnovah in da že samo zadovoljevanje oziroma potreba po doseganju teh ciljev in seveda delo zagotavlja smisel življenja. Da strnem sporočilo vsega skupaj. Družba se nahaja sedaj na pomembni prelomnici, preizkušnji, to so volitve. Zavedanje o tem, kaj je bilo v preteklih 20 letih in tudi pred tem napačno, je zadosti veliko, da je sedaj samo odločitev posameznika in posameznice, da se na podlagi vsega znanega odloči ustrezno, zdravo, razumsko in pametno. In po tem datumu, torej volitvah, bo mnogo manj opravičil, zato se nismo vedeli, se smo verjeli in tako naprej, zato ker je v 20 letih zadosti dokazil, kdo je ustrezen, kdo ni ustrezen, kaj je nuja, kaj je nepotrebno in kaj bi moralo biti, da bi bila potem spet pot v prihodnost, ki pa jo naj simbolizira tale pot tukaj, zdravorazumska, trajnostna, dolgoročno usmerjena in za narod koristna. Kdor bo znal spojiti smiselne nauke, spoznanja in rečemo temu kar celostno znanja preteklosti, sedanjosti in jih kombinirati z ustrezno projekcijo za prihodnost, ta bo znal stopiti na pot, ki pelje v družbo blaginje